Vidim te. Bua, the mother. Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. Hej, živa 50-ka. 50-ka, ne morem verjeti. 50 vlogov v približno 200 dnevih. Bravo ekipa, hvala Borna. Hvala, Mate, da ste ustrajali z mano, da ste poeditirali te moje grozne izpade, kretnje in kriljene z rokami in da vse to tolerirate in spravljate skup video, ki je približno gledljiv. Na drugi strani se vam pa moram moji gledalci upravičati, 10 dni me ni bilo od zadnjega vloga in nabrali se ful enega materiala, ki ga bom zdaj pol vmes pokazal, ampak da ne boste mislili, da nisem nič počel. Imel sem ful enih stvari. Med drugo sem kupil nov avto, ki vas bo čist presenetil. Ustanovil sem novo firmo, ki jo bom uspel ali pa probo predstaviti v enem od naslednjih vlogov. Aleksej, ja, my second born je dopolnil 15 let, pa ima 192 cm, pa sploh ne vem, kje se je vzela njegova prekrasna pamet. Iskal sem ene 3-4 slovenske predstavitve avtomobilov, naredil je 4000 km, 23 sestankov, ki sem danes štel po koledarjem, in vmes, na teh sestankih, pa teh 4000 km, ki mi je zelo dobro družbo delala, no, Opel Insignia. Pa poglejmo, kaj sem si mislil, oziroma kakšen vtis sem si ustvaril, ne tako, pa je na parih dnevih druženja. Gremo. Dragi moji, končno smo dočakali en tak ta prav zimski dan, kar pomeni, da je vreme nekoliko sončno. In za mano Insignia, ki mi je delala družbo cel teden, jaz zdaj ta avto počasi vračam, zato vam bom mogoče čisto na hitrico povedal moje mnenje o njemu. Ja, lej, avto. Iz katerega kolkota pogledaš, Insignia zgleda dobro. Tudi če je umazana, pa tudi če je take sive barve, ki mogoče ni tista barva, ki bi najbolj pasala. Zato, ker nekako zaduši te lepe linije. Poleg tega je pa tale, moram reči, kar precej usrana od celega tedna kruzanja z njo. Mislim, moramo priznati, da so se pri Oplu potrudili in naredili avto, ki je lep. S kjerkoli ga pogledaš. Pri Oplu so se odločili, da limuzinski različice rečejo kar Grand Sport in avto je zaradi svoje nizke linije res športen in tako nekoliko kupejevski. Meni osebno je najbolj všeč spreden del, sam pogledati morate te luči pa ta svetloben podpis. Tukaj Opel zadnje čase počne zelo zanimive stvari. Zanimive v smislu, da so v zadnji prav tako interesantne, kakor v spredi. No, po tole veliko mega haubo se je pa skril en bencinski, ki je imel 165 konjev. In pozavi s 6-stopenjskim menjalnikom je zadeva funkcionirala super. Ne moram reči, že 165 konjev za ta avto velik. Mislim, da ravno prav, da te vsake toliko časa malo zanese, ampak lej, 165 konjev, po mojem, to čisto zadost. Mislim, zgleda, kada je čisto zadost. Še eno stvar moram povedati, 165 konjev tudi ni raven, bom rekel, najbolj varčnih. Meni je težko uspel pod 7.7 pripeljati ta avto, ampak takrat sem že kar malo, skoraj rekel, pazil. Ali pa, če pa oste bolj Grand Tour, pa oste pa pribili tudi 8 litrov. Tako da, sicer, če bi mogel kako stvar prav posebej izpostaviti, je pa volumen avtomobila. Avto je sicer res da nizek, ampak prostora v tem avtomobilu je pa pravzaprav zelo velik. Če se jaz tukaj noter usedem, in je to moja driving position, oziroma pozicija, kjer imam nastavljeno sedež na zadnji klopi, kljub mojim 183 cm, v bistvu relativno zadost oziroma zelo velik prostora. Tako da Insignia, predvsem v zadnjem delu avtomobila, to ne velja tako toliko za vspredje, kakor velja za vzadji, in pa v prtljažnem prostoru skriva eno majhno presenečenje glede na obliko. Mogoče bi rekel nekdo limuzina, pa še nek kvazi kupe limuzina oziroma Grand Sport, pa Opel, v zadnji ne bo veliko placa. Ampak glej ga zlomka, zaradi načina, kako se odpira tale luknja, je pa to v bistvu svojevrsten fenomen. Noter ponudili nekaj čez 500 litrov, ki je pa izjemno lepo urejenih oziroma zgleda ogromnih. Jaz moram kar nekako reči, da se mi zdi, da so se pri Opel tudi v notranjosti ful potrudili. Agronomija za volanom štima. Mislim, marsikatera stvar v tem avtu zelo štima. Mogoče malenkost na trenutke za ta cenovni razred oziroma za razred, v katerem je vse en kralj Passat, določeni materiali niso čisto na nivoju, ampak teh je izjemno malo v kabini. En majhen delček na vratih, kjer je trda plastika, vse ostalo pa načeloma zelo dobro špila. Če hoče nekoliko drugačen avto in hkrati avto, ki ponuja ful opreme, je Opel Insignia v bistvu ena boljših izbir. Predvsem, če pogledamo mogoče price performance,
ki pri Oplu že znano in pogovorno nekaj časa dobro štima. No to je pa meni najbolj fukiš detalj pri tem avtomobilu in to so sicer zračno hlajeni sedeži. Zdaj vsi, ki ste kdaj se z usnom srečali, veste, da ste si polet želeli, da bi vam neki urit pihali. Zdaj moramo pogledati, v bistvu, kaj pravzaprav čisto res ta avto vse ima. Niso, to so pravila uporabe vozila. Tako, ko se za vsak testni avto spodobi, je bila testna opremljena skoraj 11 000 evri dodatne opreme. In če upoštevamo, da nakupna osnovna cena okoli 35 000 evrov, če jaz to prav štekam, 35 pa 11, aha. Spisek opreme, ki je imela testna Insignia, je bil pač neskončen, zato tudi njena cena precej visoka. Ampak osnovno Insignijo dobi že nekje za 22 000 evrov in pol, če si smart, zbereš kakšen od ugodnih Oplovih paketov in ta avto ne bi smel biti nekaj več od 30 000 evrov, kar je pa že zelo konkurenčen. Kaj naj rečem in general? Opel Insignia svojo obliko, ki je relativno nenavadna in združuje veliko enih dobrih prvin, kaj takole pogledaš iz tega zornega kota, ne? Mislim, baby! Vsekakor je na seznamu tistih avtomobilov, ki bi rekel ja. Predvsem zaradi tega, ker nisem fan mestnih športnih terencev, ki so za moje pojme netečne maš. Vozijo se relativno okorno primerjavi z limuzinami in tukaj jih bo Insignia sigurno prehitela. Če ste kaj driverja, potem ne boste kupili mestnega terenca, ampak boste kupili eno tako Grand Sport limuzino. Pa to vrstnih avtov ni prav veliko. Ampak pazi malo. V naslednjem vlogu boš doživel šok. Zdaj, treba je priznati, da je Opel Insignia lep avto, ampak je relativno konvencionalen avto. In ker sem bil na 3-4 predstavitvah v zadnjih 10 dnevih, sem zbral en avto, ki je najbolj nekonvencionalen. Ali pa neobičajen za to blagovno znamko. Namreč Mercedes-Benz se je odločil, da na slovenskem trgu, oziroma posod, predstav razred X. In razred X zdaj pomeni Mercedesov pick-up. Ste slišali, Mercedes je šel v segment redneckov, v segment urbanih posebnežev in predstavil vozilo, ki je, kaj bi rekel, zelo zanimivo. Vsaj meni osebno, in to boste zvedeli, kar malo. Gremo pogledati. Tukaj v zadnje pa dokaze razred X, v bistvu pleza zelo lepo. Moram reči, da sem kar navdušen v bistvu nad prvimi metri, oziroma kilometrom ali pa dveh, da se avto izjedno suvereno pelje in da tako seamlessly preklapa four-wheel drive, kar je ful dobro. Ena dobra podrobnost tega avtomobila, da je ta avto skozi all-wheel drive, da ni sam rear-wheel drive in da v bistvu dozira sam zelo pametno to, kar pomeni, da te lastnosti pick-upa, takrat, ko odnaša zadek, mislim, lastniki ali pa tisti, ki že vozijo pick-upe, veste, da so pick-upi zelo nervozni avtomobili, jih ta avto v bistvu zliko rešuje. Če bi skočil na dizajn, mi je pri tem avtu zadek v bistvu ful všeč. Če bi tako mogel kar uvautat, bi rekel, da je v bistvu najlepši pick-up zadek. Ta hip. Big is beautiful v pick-up svetu, to je tudi en detalj. Tako da ta avto med pick-upi res ni mogoče največji, je pa luškano, mehano, lep. No tako, če je zadek lep, je spredek čist tipičen, ne, mislim, tam ni nič novega pri Mercedesu, kar je na nek način ful v redu. Ampak še nekje tako kot vseh Mercedesih v notranjosti, mislim, moram reči, da je to najlepša pick-up notranjost daleč. Mislim, kombinacija lesa, usna pa ostalih zadev. Top shit. Kaj čem reči, meni je všeč, takšen kakor še nje. Malo je sicer podoben, nisem navari, ampak kvač smo tako pač jaz v avtomobilskem svetu. Noben več ni čisto original. Bua the mother f***. Veš kaj se je predstavljal, une mad video, se babe v štiklah, veš, ko so avto zagozd, ne, pa una pol stop ven, veš, pa pritiska na avtomatik, na gas, pa vse šprice, polno so umazana. Ja, za te videe mislim, da je ta avto najbolj primeren. Saj jaz vidim, da me ne bo več na Mercedes. To je to, folk. Ampak morate priznati, da nič od tega ni pomembnega. Pomembna je familija in najbolj pomemben prispevek v tem vlogu se bo povezal z mojo mamo. Moja mama je namreč precej tako nenavadna oseba in to dokazuje tudi to, da je uspela magistrirati tik pred penzionom, pa je to v dobrem pomenu besede, na najboljši možen način. In čestitam mami. In vam pa bom pokazal, kako to izgleda, če si vztrajen, pa če nekaj narediš tako, v piko. You're my music, but you tear me to pieces. So where does it come from? The scene that keeps playing on repeat ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Oh,
Slavec za najboljše zaključno oziroma diplomsko delo oziroma magistrsko delo. To je Božena Canova. No, tako pa zgleda, če mami diplomira. Hvala, mami, da nam vedno znova dokazuješ, da lahko. Bravo, mami, najboljša si. Pa ni važno, koliko si star, pa ni važno, koliko imaš problemov ali izzivov v življenju. Če hočeš, zmoreš. In hvala, da si tudi to mene naučila.